Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, en lep dober večer tudi v tokratni tedenski izdaji. Zanimiva gostja, tudi tokrat z nami, Muzej novejše zgodovine bomo predstavili danes in prepričana sem, da ste jih že obiskali. Konec koncev za vse generacije je to prostor, kjer lahko spoznate našo zgodovino, ki lahko rečemo nas obdaja ravno v tem času. Veliko pripravljajo zanimivega, veliko stvari in kaj vse so pripravili v mesecu aprilu in kaj pripravljajo v mesecu maju oziroma vse tja skoraj do poletja, bomo zdaj izvedeli. Katja Kolenc je z nami. Katja, pozdravljena. Pozdravljena, Saša. Torej, ogromno stvari. Sva že omenili Muzej novejše zgodovine, prostor, kjer se srečujejo generacije. Se srečujejo, redno se srečujejo. Od naših najmlajših, ki obiščajo otroški muzej, do tistih malce starejših, ki obiščajo mogoče malo bolj resne naše razstave. Tako da je prostor, ki zbližuje vse generacije. Otroški muzej Herman Lisjak je izjemno pomembna pridobitev. Že mislim, da dobrih 20 let deluje pri vas. Tako je, leta 1995 smo odprli edini otroški muzej v Sloveniji, Herman Lisjak, in tudi zelo prepoznavna maskota v mestu Celju. Vedno, ko najmlajši pridejo v naš muzej, povprašajo, kje se le potika. Tako da ja, je ena izrazito pomembna blagovna znamka za Muzej novejše zgodovine in hkrati je en zelo pomemben prostor za vse najmlajše, ker jih izobražujemo z različnimi vsebinami. Katja, povej mi, v mesecu aprilu vsakič, namreč vsak mesec se srečava, ob koncu meseca poveš, kaj pripravljate za nov mesec. Zdaj je tukaj sicer prihodnji teden praznični teden, bolj kot ne, pa sva malo pohiteli. Aprilski dogodki se torej še niso čisto končali, so pa se že skoraj. Kaj ste pripravili, na primer? Res je, veliko delovnih dni je bilo v mesecu aprilu, ki jih še ni konec. Pripravili smo kar veliko dogodkov, 2 kavarniška večera, lutkovno predstavo v otroškem muzeju in pa veliko razstav smo v mesecu aprilu pripravili tako pri nas, kot tudi drugje. Razstava otroškega muzeja je bila odprta v dvorcu Radlje. Razstava Mesto pod Škornjem je še trenutno pred knjižnico v Žalcu, ki jo pa bomo potem 3. maja predstavili pred knjižnico v Šentjur. Nadgradili smo eno mednarodno sodelovanje z Muzejem igrač in iger iz Kielc na Poljskem, kjer smo odprli večjo razstavo 15. aprila. Igrače Hermana Lisjaka nosi naslov te razstave. Tako da kar nekaj dogodkov in razstav je v naši hiši še na ogled, trenutno tudi še razstava vrtca Tončke Čečeve, tako da imamo hišo res polno zanimivih razstav. Tako, nekatere še trajajo, nekatere so se torej že zaključile in dale prostor novim razstavam, mogoče vsekakor pa tudi novim dogodkom v mesecu maju, ne? Tako je, kot sem že omenila, ker 3. maja predstavimo razstavo Mesto pod Škornjem pred knjižnico v Šentjur. Naslednji dan v naših občasnih prostorih otvarjamo novo razstavo Afrika 1931, Fojtovi fotografski spomini na steklu. Na tej razstavi bodo predstavljeni manj znani diapozitivi na steklu, ki sta jih posnela Vladimir Fojt in pa Žiri Baum na svojem potovanju od severa do juga Afrike leta 1931. To je gostujoča razstava Muzeja Velenje, malce drugačna za naš prostor, ampak vedno smo zadovoljni, da tudi razstave drugih inštitucij lahko gostimo v našem muzeju. To je tisto sodelovanje, ki krepi. Tako. Potem 11. maja, prva in edina, na žalost, v mesecu maju kavarniški večer. Tokrat predstavitev knjige Janka Prunka, Zgodovina Evrope. Z njim se bo pogovarjal v.d. direktor muzeja, dr. Tonček Kregar. 14. maja v soboto nekaj za naše najmlajše obiskovalce, tako da res vabim na ta dogodek vse otroke, kajti to bo zadnja glasbena sobotnica v letošnji sezoni. Gre za glasbeno pravljico Slonček Babar, ki jo je uglasbil znan francoski skladatelj François Pollon in jo na ta način pretvoril v lepo glasbeno potovanje, polno naukov in je namenjena prav za otroke, tako da res vsi vabljeni otroci, da se nam pridružijo še na zadnji letošnji glasbeni sobotnici. Potem grejo glasbene sobotnice verjetno malo na počitnice, ne? Tako, si mogoče zaslužijo malce predaha med poletjem, ampak spet seveda v naslednji sezoni bomo pripravili pester program tudi za otroško gledališče. In potem tisti, ki nas že dlje časa spremljajo, vedo, da vedno eno soboto pripravimo mogoče nostalgično dopoldne.
To bo 28. maja, kjer med 10. in 12. uro odpremo našo ulico Obrtnikov. Odpremo vse delavnice, naši demonstratorji si prisotni in z veseljem poklepetajo tudi z vsemi obiskovalci in jim predstavijo tipične celjske obrti, krojaštvo, frizerstvo, modistinja, čevljar. Ali pa na ta dan se naši otroci lahko poigrajo v otroškem muzeju, kjer bomo imeli razpisano kreativno delavnico, Barčica po morju plava, seveda ob razstavi Herman Lisjak Vodi po vodi, kjer bodo lahko otroci izdelali barčico iz naravnih materialov. Ali pa prav tako na ta dan 28. maja ob 10:30 se nam pridružijo na animiranem sprehodu s pelikanom od muzeja do ateljeja, kjer si potem tudi ogledajo ta edinstven fotografski atelje, pelikan in mogoče izkoristijo tudi priložnost fotografiranja, kajti na ta dan bo prisoten tudi znan celjski fotograf. Se bodo lahko posedli pred zanimivo sceno v našem studiu in se bojo odnesli eno zelo lepo črno-belo tonirano fotografijo. Ovekovečili en tak lep spomin. Tako. Super. Maj bo kar naenkrat tudi mimo, ne? Se pravi, nekaj dogodkov, sploh glasbene sobotnice se v maju končujejo, odhajajo na počitnice. Počitnice so nekako tisti čas, ko verjetno tudi v Muzeju novejše zgodovine malo zmanjšate vse dogodke, ampak vendar, ne, v juniju še vi ne greste na počitnice. Ne, mi še ne gremo na počitnice. Res je mogoče, da v maju malce zmanjšamo dogodke, ampak to še ne pomeni, da naša delovna vnema se tudi tako zmanjša. Ampak se intenzivno pripravljamo na en izmed večjih dogodkov v letu, to je poletno muzejsko noč. Že imamo nekaj idej, katere vsebine bomo predstavili. Teža bo tokrat na prenovljeni razstavi Živeti v Celju, kjer bomo en del posvetili meščanstvu in tudi spremljevalni program bo temu primeren. Tako da imamo ideje, ki bodo sigurno malce drugačne od lanskega leta, od pin-upa, ampak mislim, da zato nič manj zanimive za vse gledalce. Absolutno je vedno treba iskati neke nove poti, nekaj novega, neke nove veje, da počasi ne postane vse skupaj monotono. Čeprav se mi zdi, imate ogromno materijala, s katerim lahko razpolagate in pripravljate res zanimive in vrhunske, kvalitetne vsebine. Se trudimo, da pripravimo za naše obiskovalce različne vsebine, kajti nenazadnje smo prepričani, da sodoben muzej ne sme biti usmerjen zgolj v preteklost, ampak mora na nek način tudi pomagati pri razumevanju sedanjosti in nenazadnje s svojimi vsebinami, ki jih predstavlja, se zavzeti neko aktualnejšo držo tudi mogoče pri sooblikovanju prihodnosti. Tako da se res trudimo, da pripravimo različne vsebine za različne ciljne skupine. Trudimo se. Tako, da vsi skupaj, sploh otroci se mi zdi, prav, da nekako spoznajo zgodovino, da na tak način tudi spoštujejo zgodovino in morda grejo s tem spoštovanjem v prihodnost. To je izjemno pomembno, da že pri najmlajših krojite ta čut oziroma odgovornost do življenja samega in ustvarjanja v njem. Katja, hitro mi še za konec povej, kje pa lahko dobimo vse informacije. Zdaj si jih ti seveda naštela ogromno, težko si jih bomo tudi zapomnili, je pa fino, da vsak dan posebej pogledamo, kaj ponujate v Muzeju novejše zgodovine. Seveda smo vedno aktualni tako na spletni strani, kot tudi na naši Facebook strani in sem prepričana, da bodo vse informacije, ki vas zanimajo, si jih lahko ogledate na teh straneh. Mogoče pa še za zaključek povabim vse gledalce 18. maja, da se nam pridružijo. To je zelo en poseben dan v našem oziroma v muzejskem svetu nasploh, kajti gre za Mednarodni dan muzejev. In tisti, ki nas mogoče še niso obiskali, je to edinstvena priložnost, kajti na ta dan je tudi brezplačen vstop. Ali pa se nam potem ob 5. uri popoldne pridružijo na javnem vodstvu po že omenjeni občasni razstavi Fojtovi fotografski spomini. Tokrat nas bo po njej peljal avtor razstave Blaž Verbič iz Muzeja Velenje. Kot si že omenila, veliko stvari pripravljamo, tako da najboljše, da gledalci spremljajo tako našo spletno stran kot Facebook profil in bodo izvedeli vse, kar jih zanimajo in upam, da se mogoče na kakšni razstavi ali dogodku tudi vidimo. Tako, absolutno. Hvala lepa, Katja, za ta povabila. Vedno rečeva, se vidva spet prihodnji mesec in vedno si potem rečeva, kako hitro je mesec naokoli. Verjamem, da bo tudi v mesecu maju tako. Srečno pri vseh dogodkih, se vidimo in pozdrav tudi celotni ekipi Muzeja novejše zgodovine Celje. Bom prenesla, hvala. Srečno.
Tako, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, vi le še izkoristite vse te dni, pomladne dni so tu, tudi prihodnji teden bo tedenska izdaja o vaši družbi, kljub seveda praznični sredi. Do takrat torej lep pozdrav. Čisto za konec pa še zadnja rubrika tokratne tedenske izdaje. Kot vsakič je tudi tokrat z nami načelnik upravne enote Celje, Damjan Vrečko. Srečno. Bodite najboljši piknik specialisti z mesnimi pripravki iz naše mesnice, kar 20% ceneje in mladim krompirjem za le 47 centov za kilogram. Tuš. Gradite, prenavljate. Strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Kako pravilno lepiti keramiko? Pri polaganju keramike razmere niso vedno enake, zato je potrebno s prstom preverjati nastanek kožice na površini nanesenega lepila. Lepilo nanesemo na toliko površine, kolikor ploščic lahko v tem času prilepimo. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik, obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Predstavljamo vam novost v mestu. Toyota Yaris Trend. Omejena serija. Sveče Šeško. Največja izbira sveč na enem mestu. Nudijo vam moderno aranžirane žalne sete nagrobnih sveč, moderne oblike nagrobnih sveč in nove vrhunske dišeče sveče ter parafinske dišeče kocke, ki vam odišavijo dom. Sveče Šeško Celje. Zdaj lahko vse nakupe opravite naenkrat, plačujete pa na obroke. Z enostavno in diskretno izbiro števila obrokov prek sporočila SMS. Kreditna kartica Visa Elektron. A-banka, banka prijaznih ljudi. Izvirska voda iz zaščitenega gozdnega izvira Lourdes. Oda, le voda. Polna noč popustov. Ujemite jih v petek 22. aprila od 8. zvečer do polnoči. Spremljajte program televizije Celje na kanalih 673 Siol TV, 271 Telemach, 152 T2 in 306 Amis TV. Zanima me, če se lahko upravlja neka dejavnost v objektu, ki je grajen kot nezahteven objekt. V navodilu za razvrščanje objektov sicer piše, da se lahko gradi objekt recimo za fitness. Objekt je šteti za nezahtevni objekt, na primer fitness, ki je po uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje uvrščen med majhne stavbe. To so stavbe majhnih dimenzij, v pritlični enoetažni izvedbi, ki niso namenjene prebivanju, s površino do vključno 50 kvadratnih metrov, za katerega ni treba pridobiti uporabnega dovoljenja, kadar gre za objekt za lastne potrebe. Za opravljanje poslovne dejavnosti pa takšen objekt ni mogoče več uvrstiti med nezahtevne objekte, temveč med manj zahtevne objekte, za katere je potrebno pridobiti torej klasično gradbeno dovoljenje, na podlagi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, nato pa seveda še tudi uporabno dovoljenje, na podlagi poprej uspešno upravljenega tehničnega pregleda. Ali imate arhiv registrov rojstev in zakonskih zvez od leta 1920 do leta 1930? Podatke potrebujemo za družinsko drevo. Matične knjige za obdobje med leti 1920 in 1930 se nahajajo na upravni enoti Celje. Če želite vpogledovati vanje ali pridobiti določene podatke,
morate izkazati tako imenovani pravni interes, kar se presoja v vsakem primeru posebej.